Vsi so me gledali, vsi so se mi smejali in so me gledali, ko sem ne vem kaj. Moj dan v dnevu. Zdravo, jaz sem Žiga iz Polkaholikov in danes gledate Dan v mojem življenju. Če pa še niste naročeni, pa se naročite in pa obvezno napišite v komentar opravljeno, da bomo vedeli. Jaz se zbudim okoli 9. ure zjutraj, si naredim zajtrk, si umijem zobe in začnem svoj dan. Tam na 10, 11, ko se že tako predravim in grem malo ven na zrak, grem malo okoli, kak sprehod, dva, pridem do kosila nazaj, potem pojem kosilo okoli 12. ure, tam pol enih rečemo. No, ob enih popoldne približno končam s kosilom in začnem z vajami. Preden se dobimo s fanti, še sam ponovim vse zadeve, ko jih imam za ponoviti. To traja približno kako slabo urco, rečemo. Ajde, rečemo na uro. Potem se odpeljem do našega štaba, kjer z fanti naredimo vaje, ko trajajo približno od 2 do 3 urce. Tako da, če je zdaj ura bila prej 2, zdaj 3, 4, okoli 5 končamo z vajami. Približno nekaj takega. Potem se odpeljem domov, do doma imam približno pol urce, torej ura pol 6 in si naredim malco. Pojem seveda vzuni na sončku, če je dež, pojem noter, kaj čmo. V glavnem, okoli pol 7 ure se začne gaming session z mojimi prijatelji. Ponavadi, če se pripravljam za kak turnir, igram Rocket League, ker tudi sam vodim veliko po teh turnirjih v Sloveniji. Razen zdaj, ko je bila karantena, nam je to malo nemogočila zadevo. Drugače pa tako, no, sem kar razdeljen po velikih takih sektorjih, kakaj špilamo, čisto odvisno od dneva. Ja, to traja tudi pa 3-4 urce, ko se to konča, že po moja ura tako 10, če se ne motim. Potem je čas, da se grem stuširati, ponovno zobe mijem lepo, si pogledam kako serijo, kak film, zdaj sem se začel gledati Money Heist, mogoče sem malo pozen, ampak v redu. To je moj dan v življenju, moj bolj prosti dan. Torej, moj dan ne zgleda nič posebnega, kako bi povedal. Čist basic dan, ampak zato bom povedal en dan, ki se ga zelo dobro spomnim in pač to je bil, ne vem, ali fail, ali win. No, vseeno, torej, bil je dan, ki sem peljal mojo punco na zmenek. Zjutraj sem se zbudil nekje okoli 8-9 ure zjutraj. Bil sem ful nervozen, ful sem bil živčen, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo, ali bo všeč, ali ne bo, ali vse v redu bo tekalo, ali se bom zapletel, ali bilo kaj. Torej, zjutraj sem se zbudil, sem se umil po obrazu, sem se uredil, pojedel zajtrk in pol sem si delal načrt, kako bi jaz pač izpeljal tale dan, da bi bilo izgledalo čim bolj vrhunsko. Torej, zamislil sem si, da bom peljal na neko kosilo in pol večer na neki kino, gledam vrel film in pol se, da bi se dan čim bolj še končal. Šla smo na kosilo. To je bilo okoli 12. ure popoldan. Ko smo šli na kosilo, je bilo vse normalno, čisto, pač pojedla smo, šla smo v restauracijo, ona nekaj naročila, jaz sem nekaj naročil in potekalo vse super, do trenutka, dokaj nismo šla v kino. Tam se pa me je pripetilo čisto nekaj nenormalnega. Smo se odločila, kaj bomo gledala, seveda sem prepustil izbiro punci, izbrala smo si film in ko smo prišli noter, smo se usedla nekaj čim bolj zadaj. Film se je začel vse, jaz bil ful živčen, ker ne vem, kako bo to izgledalo. Seveda, ko zgledala v kino, smo imela kokice in pa Coca-Cola. Jaz ob tistem trenutku sem bil tako živčen, da ko sem jedel in pa pil Coca-Colo, sem se s Coca-Colo celoten polil. Sem se polil, nenormalno, jaz. Nisem vedel, kam je bilo, tako čisto živčen in pol sem se seveda polil. Moje hlače so bile čisto mokre, čisto mokre. Nisem vedel, kaj naredim, mislim, zmenek imam, polil si se, sredi kina, vsi te bodo gledali. Kaj naj naredim? Res mi ni bilo jasno in pol študiram, kako bi to izpeljal, da bi me videl čim manj ljudi, ko seveda grem iz kina domov. Torej, se konča film, pol grem ja iz kina, seveda. Ko stojimo ven, se spomnim, da je bil taki hodnik in ko smo morali iti in pol vsi, ki so bili v tisti dvorani, ki smo gledali film, vsi so me gledali, vsi so se mi smejali in so me gledali, ko sem ne vem kaj. Čudil sem se ful osramoten, ker sem bil seveda še sramežljiv, pa bil je eden prvih dejtov in pol seveda prijem ven, tako so se vsi norčevali. Bog ve, kaj so si mislili, ker po mojem so si mislili, da je to en čist neki bedak. To je bil kompletni fail. Ko smo se odpravili domov, seveda počutil sem se grozno, me pa je seveda punca, ki je prišel tisti lep trenutek in me je pa objela in je rekla, da je vse v redu in mi dala enega ljubčeka in tako se je dan končal dokaj perfektno, čeprav je bila vsa nezgoda to v kino, ampak za mene se je končal v redu in tako se je dan končal, odšla smo domov in tako dan se zaključil z spanjem. No, torej, po vsem tem dogodku pa se mi je vseeno zdelo, ker je bila zelo super punca in ker me je seveda si ni mislila nekaj slabega, ker se mi je res prevetilo in res sem bil živčen in takrat pač, ko se zgodi, ne moreš nič vplivati in še vedno dan danes
po vsem tem smo še danes v odnosih in se še vedno smejimo temu dogodku, kaj se je pripetilo. Seveda, to se lahko zgodi komorkoli, saj ko si živčen, ne veš, kaj delaš in takrat pač pride take nezgode. Evo, to je bilo to od moje zgodbe. Zdaj pa želim vas, da napišete v komentar, če imate vi kakšno tako zgodbo, ki bi bila zanimiva. In pa seveda, ne pozabite se naročiti na kanal Džungla, pritisnite zvonček, da ne zamudite nobenega naslednjega videa in pa delite med prijatelje, da čim več ljudi vidi naš kanal. Čao!